Zadovoljni smo zmage. Prvi polčas z naše strani dominanten. V prvem polčasu smo bili mi tisti, kateri smo delali pritisk, kateri smo skušali streti nasprotnika, kateri se je prišel braniti. Povedali 2-0, imeli pred prvim zadetkom tudi nekaj priložnosti, nekaj obetavnih akcij. Moramo pa priznati, tudi oni so enkrat bili zelo nevarni. V drugem polčasu sem pričakoval, da bomo mi tisti, kateri bomo na igrišču boljši, kateri bomo uspeli s tempom še povečati vodstvo, vendar nam to ni uspelo, nasprotnik se je postavil drugače, veliko ofenzivnejše, stisnil nas je visoko na naši polovici in tu smo se mi izgubili in z minuto bili slabši. Kljub temu, da nismo več imeli posesti, smo si priigrali neke priložnosti, katere bi morali bolje izkoristiti. Ne smemo pa pozabiti, da je nasprotnik igral dobro, da je igral zelo rizično, ker je pač hotel ta zaostanek spremeniti in so se pokazali kot dobra ekipa. V sredini enostavno nismo bili dovolj dobri, nasprotnik, kot sem rekel, nam je delal pritisk na zadnjo linijo in tu bi morali biti mi enostavno superiorni oziroma bi se morali upati igrati. Slabo smo se postavili na bokih, bili previsoki in tu nam ni uspevalo tako rekoč nič, razen iz protinapadov. Die erste Halbzeit war Maribor feldüberlegen, hat sich auch einige klare Torchancen herausgespielt, hat 2 Tore gemacht, zu Recht die Tore gemacht. Wir hätten da aber auch das eine oder andere Tor machen können. Die zweite Halbzeit hat meine Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber es war jemand auf dem Spielfeld, der hatte etwas dagegen, dass wir hier ein besseres Resultat machen, als das, was wir gemacht haben. Das war ein Skandal, was der Mann in Schwarz gepfiffen hat. Also ich schäme mich, dass so ein Schiedsrichter ein Champions League-Spiel pfeifen darf. Das ist ein Skandal. Aber noch einmal, ich gratuliere Maribor für ihren Sieg 2-0, der war in der ersten Halbzeit gut herausgespielt. Da gibt es auch gar nichts daran zu ändern. Aber wie gesagt, die zweite Halbzeit, das war ein Skandal, was da abgeboten wurde. Vsako zgubi se pisi, to je postalo zdaj že v današnjem svetu, da tisti, ki zgubi, vsak išče izgovore pri sodnikih. Za tisto roko mora si pogledati posnetek, na prvo žogo moram reči, da ni bila. Sodniki so tako odločeni, njih je tam koliko jih je zdaj 4-5, tako da če oni ne vidijo, nismo mi krivi. Pogledali smo se, trener se dobro pripravo, ampak šele ko igraš neko ekipo živo, vidiš kako izgledajo. Moram reči, da so zelo, ne bom rekel simpatična ekipa, ampak dobra ekipa. Predvsem v drugem polčasu so pokazali, da ipak so oni prvaki države, niso oni prvi iz 3. lige, tako da vsak prvak države neki mora veljati. So prvaki, mislim, da že 10 let zapored. Tako da smo videli tudi danes, tu upam, da je javnost videla, da niso oni neki amateri, da bo to kar 5-0 v 5 minuti. Pokazali se trda tekma, mi smo dobili gola, glede na koncu, ko smo igrali drugi polčas, je to najbolj pomembno. Najteže je teč, ne. Mi smo danes samo tekli v drugem polčasu za njimi, to te zmantra in pol nimaš niti več mirnoče, bom rekel, paso in če nimaš mirnosti, ne moreš pripeljati žogo do špic, špice so bile utrujene. Dobro, mislim, da smo bili v drugem polčasu zaradi so pari vsi, ampak če bi držali žogo, bi oni bili utrujeni, ker bi oni mogli teči. Tako pa smo mi tekli in razumljivo bila utrujenost. Moram reči, da občutki so sigurno lepi, predvsem vemo, v bistvu za vse nas igralce Evropa nekaj najlepšega. Tudi moramo biti zadovoljni z zmago, res, da bi lahko bila mogoče celo večja, če bi izkoristili tiste svoje priložnosti, ampak mogoče igranost še ni na tisti najvišji ravni, kar je razumljivo sedaj na začetku, tako da jaz mislim, da bo tudi to prišlo skozi tekme. Tako da smo zadovoljni, res, da smo v drug polčas mogoče malo padali, ampak pozitivno strmimo za naslednjo tekmo. Vedeli smo, da sigurno ne bo lahko, plus to, da je sigurno nekako tudi teže igrati po tej vročini, tako da niso nas nekako presenetili, se pravi, mogoče smo sami nekako dovolili, da so se malo dvignili, če bi lahko tako rekel, ampak smo sigurno kakovostnejši, tako da jaz na drugi tekmi imamo lepo prednost in jaz mislim, da bomo to izkoristili tudi na drugi tekmi.